in glede na tega tudi vidiš, iz kje izhaja notranji kritik in kaj ti bo govoril in zakaj ti bo govoril. To je bilo ful noro. Tako še združim, tako da mi je ful to. Tako da v bistvu human design je sestavljen iz ful več teh različnih mislim, kako se temu reče? Nekako ako neka mešanica I Chinga, čakr, kabala tree, pač te astrologije. Je nekako vse združeno skupaj in kad ti potem, to je nekako tako uradna definicija tega. In potem in pač ta svoj sistem, ko se reče human design in lahko, ko ima vse te elemente noter, Tako, če ne, jaz rečem, ko me vpraša pač, kdo, kaj pa počnem, najreče je pač to pove, da recimo predstavljaj si, da se rodi en otrok in tam ima ta energijski odtis ptička, recimo, in potem starši, in je zadovoljen s tem, da se obnaša kot ptiček, da je pač vse značilnosti. Ampak starši hočejo, da rata on lev, da se obnaša kot lev, ne? In to je tisto pogojevanje, veš, prvih 7 let najbolj. In potem ta otrok se nauči biti lev, ne? In se obnaša kot lev, ampak cel cajt razmišlja, mislim, to nisem jaz in čuti, da nekaj ni prav, ne? Ampak se nauči biti lev, ga vsi drugi bravo, ko se obnašaš kot lev in tako, ne? In potem ta otrok odraste in je rata pač odrasel in potem čuti frustracijo, čuti jezo, pač vse te občutke, da ni dovolj, da vse in potem se prije na reading, ne, in potem povem, ti si tukaj, da se obnašaš kot ptiček, ne, in je tako, wow, kaj res, kako nisi vedela. Mislim, kako nisem videla tega, sem res že cel čas to čutila, hvala, ker si mi to povedala. In dejansko to je potem human design, da ti pove, kdo si ti kot duša prišel na ta svet. Ker nas pa pogojujejo, da smo levi ali pa karkoli drugega. Po primeru. Ja, recimo meni je zanimivo pri human designu, ko si rekla vse te različne stvari, ki se pole poklapljajo v celoto, ne, ker se mi zdi dosti krat, ko omeneš kakšno tako stvar, astrologijo ali karkoli, je ful tako abstraktno, ne, pole ljudje ne verjamejo, ker se mi zdi, da je preveč kalupirano, ne. Tudi jaz recimo sem nekaj sem slišal od astrologije, pa nekaj sem primerjal, pa sem videl, da so neki vzorci v meni, samo nočem verjeti, zato, ker se mi zdi, da je tako abstraktno vse. Medtem ko pri human designu, kar sem jaz videl oziroma spoznal skozi, se mi zdi, da te res te pove, kdo si res ko si rekla, v resnici oziroma v duši, pa tudi neki osebnostni tip ti pole dano. Ja, pač pri human designu tako, prvna je več nivojev. Prvni ta prvi nivo se razdeli glede na to, kakšno auro imaš, ne, kako deluje tvoja aura, kako pač sprejema stvari. In 70% ljudi se jim reče, da smo generatorji in delujejo naša aura tako, da je magnetna, privabi stvari k nam. Potem so tukaj projektorji, ki se jim reče, jih je 20%. Oni imajo tako prodorno auro, da dejansko zna prebrati pač človeka. Potem so manifestorji, jih je tam 8-9% ljudi in to ima spet drugačno auro, kaj se jim reče, da taka odbijajoča, v bistvu se jih ne da prebrati njih. In potem so reflektorji, to je 4. tip, ki so... da je pa njihova aura je pa taka teflonska, dejansko, da zna brati okolje in ljudi in pač tako so zelo najbolj redki, no. To je ta prvi nivo, ne. Potem vsaka ta aura ima svojo strategijo in avtoriteto in to je pomeni, kako dejansko smo tukaj, da sprejemamo odločitve in da pač kaj poslušamo. In to je tisto, ko sem vprašal, kako bi ti svetovala nekomu, da posluša sebe, ne, glede na svojo strategijo in avtoriteto. Recimo zate, ne, ko sem ti rekla, da mi pošlji podatke, ti si generator, ne, jaz sem tudi generator. In za nas je pomembno, da počakamo, da dobimo nek odziv, ne, mislim, da prije življenje k nam in potem, da poslušamo nas sakral, kaj nam reče, to je točka tukaj pri trebuhu. Jaz, ko sem to slišala, je bilo tako, no, kaj jaz ne čutim tukaj, jaz sem na ful v glavi. Ja, ker smo zdaj tu prva reakcija ljudi, ne, kje je tu se nekaj tako abstraktno treče, se mi zdi, bolj, ko se greš poglabljati, tu bolj vidiš, da je nekaj na temu, ne.
Jaz sem bil tudi recimo na začetku, ko sem se začel raziskovati čakre in vse to, to je brez veze, to itak ni, ni nič na temu. Ne? Potem začneš počasi videti, da nekaj je očitno na temu. Ne? Ja. Jaz recimo zdaj poslušam, jaz tudi kdaj začutim, kdaj imam, predvsem poslušam pač svoje telo, da dejansko ne grem, a je to dobro ali to, ampak če nekako dobim tak občutek, potem to je ne od mojega telesa, ne. Samo nekoč imam telo naredila in sem bila, vseeno je dobro in sem šla kontra. In potem se čudiš, zakaj pa stvari ne grejo tako, kot si si kao zamislil. Ja, zato, ker nisi se poslušal, ne. Zato, ker smo naučeni to zunanjo avtoriteto poslušati. In kar mi je še všeč pri human designu, je to, kar si rekel, ne. Meni je ta, tako, res human design res tako malo, ne, abstraktno vse. In jaz sem tudi ful tako, študirala sem računalništvo, ne, vse mora biti napisano, ne, tako, imam to v sebi, da mora biti logično, ne. In potem je bilo tudi meni tako, kako, ne. In torej, jaz sem ta prva, ki sem najbolj skeptična glede tega, ne. Ja, ko pa vidiš na sebi in na drugih ljudeh, ki jim poveš pač njihovo karto, ki jim prebereš, ko vidiš, potem ti je vse logično, vidiš, da to res deluje. Ko fora je tudi human design, ni tukaj, da rata tvoja nova avtoriteta, ne, zato, ker ti je human design rekel, pa sem ti jaz na readingu rekel, da ti si to in to, da potem moraš to delati. Cilj human designa je, da dejansko ko dobiš te podatke, da eksperimentiraš in potem vidiš, ne, da dejansko se naučiš biti sam svoja notranja avtoriteta. Da ne, ker ti je na začetku, ko si bil majhen, ker so ti starši rekli, ker so ti učitelji rekli, in potem, ker ti je ta test in ta ukalupiral, da si melanholik, ne vem kaj, da moraš zdaj, da si to, ne. Human design tukaj te res lej. Ti si to, glede na tvoj ta energijski odtis, ne, ker ko smo se rodili, so prišli ti, reče se pač nevtrinoti, ki so ti, glede na to, kako so bile postavljene zvezde, planeti in to, si dobil nek energijski odtis. In vsak človek ima pač drugačnega, odvisno, kje se je rodil, kako, ne. Čekaj, sem se zgubila. Dejansko, da vidiš in da, torej, to si ti, ampak potem, da testiraš, kako pa ti to čutiš, kako vidiš, da smo pozabili mi odrasli. Mi odrasli smo pozabili, kdo smo. Otroci to vejo, ne. Mi dejansko smo tukaj, da ko dobiš human design, da vidiš, kje si bil pogojevan in dobiš, meni je bilo ful lažje potem videti, zakaj sem in se ful lažje dobim in ulovim, kadar gremo v ta lažni jaz prav, torej, kadar se vklopi notranji kritik, ne. Otroci so pa tukaj, pa živijo že sami svoj dizajn, ko so prišli pač kot duša, je pa na njih je pa, da jih mi kot starši, da jih vzgajamo, da jih prav ne tlačimo, da morajo biti nekaj drugega, kar so.